obstaja nekaj več kot samo inteligenca. Torej, če bi vprašali ljudi, kaj je bilo posebnega na Einsteinu, bi večina rekla: ja, ta je bil pa res pameten." Tudi tisti, ki bi vam poskušali dati bolj sofisticiran odgovor, bi verjetno najprej pomislili na to. Še pred nekaj leti bi tudi sam odgovoril enako. Toda to ni bila posebnost Einsteina. Posebnost pri njem je bilo to, da je imel pomembne nove zamisli. Biti zelo pameten je bil nujen predpogoj za te ideje, vendar to dvoje ni isto. Morda se zdi dlakocepsko razlikovanje, če poudarjamo, da inteligenca in njene posledice niso enake, vendar ni. Med inteligenco in razmislimi je velik korak. Vsakdo, ki je preživel čas na univerzah in raziskovalnih laboratorijih, ve, kako velik je ta razkorak. Veliko je zelo pametnih ljudi, z odličnim spominom, pa vendar v življenju ne dosežejo prav veliko. Odraščal sem z mislijo, da si najbolj želim biti pameten. Morda tudi vi. Ampak stavim, da to ni isto. In tudi ni tisto, kar iščemo nocoj. Predstavljajte si, da lahko izbirate med tem, da ste zelo pametni, a ne odkrijete nič novega. In med tem, da ste malo manj pametni, a imate veliko, ogromno novih idej. Zagotovo bi vzeli slednje. Vsaj jaz bi vzel slednje. Zaradi izbire mi je neprijetno to, da ko vidite dve možnosti, ki sta izrecno predstavljeni, je več kot očitno, katera je boljša. Razlog, da mi je zaradi izbire neprijetno, je pa samo eden, oziroma ta, da se zdi, da je pamet še vedno bolj pomembna, čeprav intelektualno vem, da ni. Toliko let sem bil prepričan in sem mislil, da je pamet res najpomembnejša. Okoliščine otroštva so popolna nevihta za spodbujanje te iluzije. Inteligenco je veliko lažje izmeriti, kot pa izmeriti vrednost novih idej. In ideje vsi nenehno ocenjujejo zgolj po pameti in spominu. Tudi otroci bodo odkrivali nove stvari, ki jih običajno še ne odkrijejo. Prišel bo njihov čas. In žal je za otroke inteligenca edina igra v mestu. Obstajajo tudi bolj subtilni razlogi, ki trajajo dolgo v odraslo dobo. Inteligenca praviloma vedno zmaga v pogovoru in tako postane osnova, hierarhija, prevladovalni element. Vendar pa se ne zavedamo, da je imeti nove ideje zgodovinsko še vedno nova stvar in jo celo v današnjem času priznava tako malo ljudi, da družba tega dejstva še ni sprejela, da je ideja cilj in inteligenca zgolj sredstvo za dosego tega cilja, ki rečemo ideja. Torej, zastavimo si ob povedanem eno vprašanje. Zakaj toliko pametnih ljudi ne odkrije ničesar novega? Gledano iz te smeri se zdi vprašanje precej depresivno. Toda obstaja še en pogled na to, ki ni samo bolj optimističen, ampak tudi bolj zanimiv. In jasno je, da inteligenca ni edina sestavina novih zamisli. Katere pa so še druge sestavine? So to stvari, ki bi jih lahko vzgojili, ki bi jih morda lahko opazili, ki bi jih bilo mogoče postaviti na polico, pregledati, prešteti? Pravijo, da je težava z inteligenco v tem, da je večinoma prirojena. Dokazi za to se zdijo dokaj prepričljivi. Zlasti glede na to, da si večina od nas ne želi, da bi bilo res in se morajo zato soočiti s hudimi dokazi. Vendar se ne bom spuščal v to vprašanje, ker me zanimajo druge, prej omenjene sestavine, iz katerih so ideje sestavljene, in jasno je, da jih je mogoče najti in da jih je mogoče gojiti. Do sedaj povedano pomeni, da je resnica precej drugačna od zgodbe, ki sem je bil deležen kot otrok.
Torej, če je inteligenca tista, ki je pomembna in večinoma prirojena, je naravna posledica nekakšen fatalizem krasnega novega sveta. Najboljše, kar lahko storimo, je, da ugotovimo, za kakšno delo smo sposobni. Tako da bo ne glede na inteligenco, s katero smo se rodili, vse najbolje izkoriščeno in se na to potrudimo, kolikor lahko. Medtem ko, če inteligenca ni isto, kar je zelo pomembno, ampak le ena od več sestavin tega, kar je, in mnoge od teh sestavin niso prirojene, stvari postanejo seveda mnogo bolj zanimive. Katere so torej druge sestavine, iz katerih so sestavljene ideje? Dejstvo, da sploh lahko postavim to vprašanje, dokazuje to, kar sem izpostavil prej, da družba vse do danes še ni sprejela, da je pomembna ideja in ne inteligenca. Nihče namreč dobre ideje ne ceni, če že jo pa ukrade. Sicer bi vsi poznali odgovore na tako temeljno vprašanje, kot je to, ki smo si ga ravnokar zastavili. No, danes ne bom skušal naštevati in preštevati celotnega kataloga drugih sestavin, iz katerih so ideje sestavljene. To je tako imenovano prvič, da sem si zastavil takšno vprašanje in mislim, da bo morda trajalo še nekaj časa, da si na vsa ta vprašanja sam osebno tudi odgovorim. Ampak opazujem se, saj sem pred kratkim pisal o eni ideji, in sicer o mojem obsesivnem interesu na določeno temo. Ugotavljam, da je to vsekakor možno gojiti. Nenehno se vračam k ideji. Druga lastnost, ki jo potrebujete za odkrivanje novih idej, pa je seveda logično neodvisnost. Ne bi rad rekel, da je neodvisnost ali pa da se razlikuje od inteligence, češ, da nekdo, ki je pameten, ni neodvisen. Vendar, če je inteligenca v veliki meri prirojena, se zdi, da je gojenje idej lastnost, ki jo je mogoče do neke mere gojiti. Se pravi, obstajajo splošne tehnike za pridobivanje novih idej, na primer za delo na lastnih projektih in za premagovanje ovir, s katerimi se srečujete pri zgodnjem delu. In vseh teh tehnik se je seveda mogoče naučiti. O nekaterih se lahko naučijo družbe, obstajajo pa tudi zbirke tehnik za ustvarjanje posebnih vrst novih idej, kot so ideje za zagon podjetij, druge ideje in že naprej teme recimo nekih knjig, esejev ali česarkoli drugega. In seveda obstaja veliko vsakdanjih sestavin pri odkrivanju novih idej. Na primer, trdo delo, dovolj spanja, izogibanje določenim vrstam stresa, pravi sodelavci, iskanje trikov za delo na projektu, ki ga želite uresničiti. In tudi, ko to ni tisto, kar želite, bi morali seveda na vsem tem dodatno delati. Vse, kar ljudem preprečuje, da bi opravljali odlično delo, ima nasprotno stran, ki ji pri tem neizpodbitno pomaga. In ta vrsta sestavin ni tako dolgočasna, kot se zdi na prvi pogled. Na primer, imeti nove ideje je na splošno povezano z mladostjo. Morda pa ni mladost sama po sebi tista, ki daje nove ideje, ampak posebne stvari, ki jih prinaša mladost kot taka, kot sta dobro zdravje in pa seveda drznost v obliki pomanjkanja odgovornosti. Raziskovanje tega bi lahko vodilo do strategij, ki bodo ljudem vseh starosti pomagale do boljših idej. Ena najbolj presenetljivih sestavin novih idej, verjemite mi, je sposobnost razmišljanja in pisanja. In skozi pisanje obstaja vrsta novih idej, ki jih je najbolje odkriti s pisanjem esejev, knjig, člankov, svojih misli, dnevnikov. In ta memo, ki je zapisan, je seveda potem zelo premišljen. Idej ne dobite naprej in jih šele potem zapišete.
Ideje nastajajo ob pisanju. Obstaja vrsta razmišljanja, ki ga človek počne s pisanjem, in če ste pri pisanju nerodni ali ne uživate v tem, vas bo seveda to oviralo, če boste poskušali tako razmišljati. Če pa pri tem uživate, boste idejo našli v pisanju in tudi in šele ob prebiranju lastne vsebine kasneje. In temu se reče rojstvo idej. Predvidevam, da se bo vrzel med inteligenco, vključimo še umetno inteligenco, in novimi idejami izkazala za zanimivo mesto. Če na to vrzel pomislimo le kot na merilo neuresničenega potenciala, postane v bistvu nekakšna neraziskana puščava, skozi katero poskušamo hiteti z zaprtimi očmi, kot fijakarski konj, pa še bolj zaprtimi. Toda če obrnemo vprašanje in se začnemo spraševati o drugih sestavinah novih idej, za katere se namiguje, da morajo obstajati, lahko to vrzel izkopljemo za nova odkritja ob že odkritih stvareh.